V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, tu smo zato, da pokažemo novo obličje cerkve in pravo podobo Boga, ko se zavzemamo za človeško dostojanstvo, dobrodelnost in solidarnost. Zavezani smo dejanjem ljubezni v dobrobit vseh ljudi in narave. Tu smo zato, ker verujemo, da je Bog edini odgovor na zapletena življenjska vprašanja. Boga ne najdemo v epruveti ali vesolju. To bi ga naredilo za kemikalijo ali meteor. Pomislimo na neštete galaksije in bliskovita svetlobna leta, čemur niti astrofizika ne more priti do dna. Nakar v cerkvi izvemo, da lahko stvarnika imenujemo Oče. Že uvodne molitve, Oče naš, so najboljši odgovor na molitev in največja nagrada, saj lahko Boga nagovorimo z Oče naš. Kako toplo, domače in srčno to zveni. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prisluhnimo sedaj obvestilom za prihodnji teden. Danes popoldne cerkev organizira prvi skupni nedeljski pohod. In sicer bo ta pohod organiziran skozi celo leto. Današnji pohod se začne ob 2:30, ob 14:30 uri, trajal pa bo približno 2 uri zmerne hoje. Zbirno mesto je na parkirišču pri gasilnem domu v Šempetru oziroma na Otočcu. Tam boste lahko pustili avtomobile in se peš odpravili do jase na Otočcu, od tam pa nadaljevali pot do Struge. Trasa pohoda je lahka, večina poteka po gozdu in gozdnih poteh. Na nedeljski pohod lahko povabimo svoje prijatelje, saj bomo na tak način tudi tkali medsebojne vezi. Za več informacij je na voljo Rebeka Jovanovič. Izjemoma bo jutri, v ponedeljek, 10. februarja ob 19. uri, običajno študijsko predavanje, torej tovrstno predavanje, kot ga imamo sicer ob sredah, vendar pa bomo jutri izjemoma, saj se moramo duhovniki udeležiti zbora duhovnikov, zamenjali vrstni red in zato bomo imeli običajno predavanje jutri v ponedeljek. Ne bo pa predavanje, ampak bo tako, kot je bilo prihodnjo sredo, nadaljevanje delavnice in sicer na temo kontemplacija kot orodje za premagovanje stresa. Zelo praktično bo, tako kot je bilo tudi prejšnjo sredo. Ta tema nas je namreč v sredo navdušila, zato smo vabljeni, da se je ponovno udeležimo in nadaljujemo. Temu primerno bo seveda v sredo 12. februarja ob 19. uri molitveno srečanje. V nedeljo 16. februarja ob 10. uri pa tako kot običajno osrednje bogoslužje. Včeraj pa je bil praznik kulture in smo imeli v naši cerkvi dan odprtih vrat, kot smo ga poimenovali. Dolenjski muzej je skupaj s turistično-informacijskim centrom Novo mesto organiziral voden strokovni ogled naše cerkve, ki je tudi sicer kulturni spomenik lokalnega pomena, nosi ime Mordaksova kapela. Ogled je vodil priznani arhitekt gospod Borut Simič in naš duhovnik dr. Danijel Brkič. Dogodek je bil zelo obiskan, zelo odmeven, cerkev je bila nabito polna. Po ogledu smo imeli še družabni dogodek, imenovan Na kavi z evangeličanskimi duhovniki, kjer smo nadaljevali pogovor o perečih družbenih temah in različnih vsebinah. Torej, cerkev je odprta, je družbeno angažirana in to si lahko štejemo v čast. Na koncu obvestil pa z veseljem napovedujemo v prihodnosti tudi srečanja za mlade samske vernike, ki jih bomo najverjetneje organizirali spomladi, predvsem z namenom, da lahko stkemo nove prijateljske vezi. Srečanja bodo predvidoma v naravi, najprej bi bil krajši pohod, nato pa druženje ob hrani in duhovna pobožnost.
Več informacij glede tega bo cerkev še oznanila v prihodnje. Martin Luther, reformator krščanstva, je rekel, da se to, koliko je cerkev posodobljena, vidi iz glasbe. Trdil je, da je dobra glasba in najlepše pesmi nekaj, kar ne sme pripadati zlobnežu, ampak Bogu. Zato nas vse skupaj vabim, da zapojemo prvo skupno himno, ki nosi naslov Pokoj na Jezusovih prsih. V teh nestabilnih časih je pokoj nekaj, kar zagotovo vsak izmed nas potrebuje in išče. Biblično vodilo današnje nedelje je iz Psalma 66, 5. vrstica, pravi pa takole: Pridite in glejte Božja dejanja, mogočen je pri delu med človeškimi sinovi. In ko prozi zmanjka besed, sledi poezija. Prisluhnimo sedaj svetopisemski pesmi iz 66. psalma. Vzklikajte Bogu, vsa zemlja, pojte slavo njegovega imena, dajte slavo njegovi hvalnici. Slavite ljudstva našega Boga, dajte, da se sliši glas njegove hvalnice. On nas je ohranil pri življenju in ni dal, da bi naša noga omahovala. Pridite, poslušajte, pripovedovati hočem, vi vsi, ki se Boga bojite, kaj je storil moji duši. K njemu sem klical svojimi usti, poveličevanje je bilo pod mojim jezikom. Prisluhnil je glasu moje prošnje in ni zavrgel moje molitve in svoje dobrote od mene. Vabim k priznanju grehov.
Usmiljeni Bog Oče, odpusti mi, ker moje krščansko življenje nima vedno dobrega vpliva na okolico, ker drugim ne pričujem o tebi. Odpusti mi, ker moja ljubezen ni oblečena v ponižnost, čaščenje tebe pa ni moja stalna želja. Odpusti mi, ker pozabljam, da smo tvoji svetniki najmočnejše orožje v tvoji roki. Odpusti mi, ker popolnoma ne zaupam vate, ampak se včasih zanašam na druge ljudi in stvari. Okrepi mojo vero in pogum, da se bom predala tvoji ljubeči oskrbi. Amen. Besede milosti in slavospeva pa glasijo: On pa je položil name desnico in rekel: Ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi. Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim k molitvi. Naš Bog in Oče, po Jezusu Kristusu, ti veš, kako nestanovitni in nepopolni smo. Povzdigni naše misli in duha nad vse vsakdanje skrbi, da bi te hvalili, ker iz tebe izvirajo vsi blagoslovi. Naj te hvalijo vsa bitja tu spodaj, naj te hvali vsa nebeška vojska tam zgoraj, saj si vreden prejeti vso oblast, bogastvo, modrost, moč, čast, slavo in hvalo. Amen. Sedaj pa nas vabim, da nadaljujemo s čaščenjem Boga z glasbo, ki je, kot smo slišali, Božji dar. Naslednja pesem nosi naslov Le v Kristusu je moje upanje.
Izvolite sesti. Kako bi se počutili, če bi vam v tem trenutku povedala res lepo novico, a je ne bi smeli nikomur naprej povedati? Se vam je kdaj že kaj takega zgodilo? Ljudje smo naravnani tako, da radi delimo svoje zgodbe, občutke, se radi pogovarjamo. Povemo, kaj se nam je lepega ali slabega zgodilo, še raje pa, kaj se je zgodilo sosedi, sodelavki ali naključnemu mimoidočemu v trgovini. Še posebej, če izvemo nekaj novega, moramo to nujno takoj povedati naprej. Kaj pa, če tega ne moremo storiti? Če bi izvedeli nekaj res dobrega, pa tega ne bi mogli nikomur zaupati. Verjetno bi postali nejevoljni, nesrečni, saj naše sreče ne bi mogli deliti. Lahko bi sicer občutili veselje, vendar bi se nam zdelo, da nekaj manjka, da to veselje ni popolno. Všeč mi je star pregovor, ki pravi: sreča je edina stvar, ki se množi, če jo deliš. In jaz danes želim deliti z vami dobro novico, veselo oznanilo. In hkrati vam dajem domačo nalogo, da to veselo oznanilo poveste naprej. In v Svetem pismu celo piše, da je to naša dolžnost, da je to nujnost. V prvem pismu Korinčanom 9:16 piše takole: če namreč oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to zame nujnost. Kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal. Beseda evangelij v prevodu pomeni vesela novica, veselo oznanilo. Sveto pismo je polno lepih oznanil. Človek, ki je odšel svojo pot in se oddaljil od Boga, se sam po svojih močeh ne more vrniti v skupnost z Bogom. Zato je Bog priskrbel rešitev. Bog, ki nas tako neizmerno ljubi, ni obupal nad nami, ampak vztraja v svoji ljubezni. In naj se vrnem k moji veseli novici, ki jo želim danes deliti z vami. V Janezu 3:16 beremo: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Sestre, bratje, ponesimo to veselo novico v svet. Morda bomo prav ta teden imeli možnost, da to novico povemo še komu. Bog nas kliče, da smo oznanjevalci. Svet potrebuje to dobro novico in potrebuje nas, da to novico oznanjamo. Sedaj pa vabim nas, da skupaj pridemo pred našega Boga in mu s pesmimi in hvalnicami damo vso slavo in čast, ki mu pripada. Kdor more, naj ostane, nič pa ne bo narobe, tudi če sedimo.
Tebi hvalnice pojemo, Tebe slavimo in poveličujemo, zakaj Ti nam svojo dobroto izkazuješ, nesrečno ljudstvo vedno rešuješ. Edinstven si, saj grešnika ljubiš in nam pomoč od zgoraj nudiš. Hvaljen bodi, res slišiš naš jok, res kdo je Bog kot naš Gospod. Amen. Tako, sledi utrinek za otroke. Veste, zelo dobro je, da otroke pripeljemo v cerkev. Če v cerkvi ne slišimo joka malčkov ali pa morda včasih tudi kakšne slabe volje malčkov, potem cerkev umira. Tako da to je zelo, zelo dobrodošlo. Če med nami ni živosti ali pa tudi včasih nemira, potem cerkev ni živa. In saj veste, Jezus je učence grajal, ko so hoteli otroke in njihove starše odgnati. Slišala sem za indijanski pregovor, ki pravi: ena generacija sadi drevesa, druga generacija pa dobi senco. Otroci, dobrodošli v cerkvi. Za vas imam danes pripravljen en utrinek. Bomo počakali, da pridejo vsi otroci še od zgoraj. Tako, sedaj pa imam za vas vprašanje. Ko želite kam daleč iti, na kakšno potovanje, kako pridete do tam? S čim? Aha, ok, ena možnost je avto. Kaj pa, če greste malo dlje? Je kdo od vas že kdaj vozil z letalom? Ne bom vas odraslih vprašala. Mislim, da bo statistična ocena večja na njihovi strani. Kaj pa, če se mamicam in očjem ne da peljati z avtom, bi pa vseeno šli na en izlet, pa mogoče ne tako zelo daleč. Avtobus, vlak. Vlak, ja. Sploh, če imamo veliko časa. Takrat je vlak. Kaj pa, če hočemo iti na morje, recimo, pa se spomnimo, da bi šli še kaj drugega pogledati tam na morju. Kaj pa takrat uporabljamo? Aha, kaj pa na morju? Ladja. A se kdo od vas že kdaj peljal z ladjo? Tako veliko. Aha, evo, imamo nekaj kandidatov. Torej, ja, zelo zanimiva sredstva. Ne vem, če veste, ali ste že kdaj morda slišali za ligerat. Veste, kaj je ligerat? Aha, sem vedela, da tega še ne veste. Tudi jaz nisem vedela. To je ležeče kolo. Ležiš in se voziš s kolesom. Kaj pa tuk-tuki? Ste že slišali za tuk-tuki? Ja? Mislim, da je to neke vrste električno vozilo, ki se uporablja v mestih. Drugače imamo pa še ena vozila v obliki živali. Recimo noj je zelo praktično vozilo, pa slon malo bolj udobno, malo bolj komfortno vozilo. Vendar je malo večji, kaj ne? Skratka, ja, veste, dragi moji, obstaja pa še ena pot. Obstaja še eno potovanje. Kaj mislite, kako lahko človek, otrok, odrasel pride do Boga? S kakšnim prevoznim sredstvom? Raketa ne velja. Kam bomo pa šli z ladjo? Mislim, ideja je super. Se pravi, kam bomo šli in kako bomo prišli do Boga, s katerim prevoznim sredstvom? A se kdaj spomnite, ko smo bili mi majhni, smo včasih izdelovali papirnata letala. Se spomnite? Odrasle zdaj sprašujem. A vi to še kaj počnete v šoli? Še. To je še aktualno. Tudi mi smo včeraj doma izdelovali. Bilo je zelo zanimivo. Letelo je po celi hiši. Skratka, papirnata letala. In glede na to, da je to prevozno sredstvo, vam bom jaz zdaj pokazala iz tega papirnatega letala še eno prevozno sredstvo. In to prevozno sredstvo, ki ga bomo dobili iz tega letala, je v resnici najboljši način, kako lahko človek pripotuje, pride do Boga. A vas zanima, kako se imenuje? Ok, bomo tukaj zdaj takoj tole naredili. Dajte mi trenutek.
Kaj pa imam tole? Križ. Križ, dragi zbrani otroci in odrasli, je zelo poceni, pravzaprav zastonj prevozno sredstvo, po katerem lahko čisto vsak od nas, velik ali majhen, bel ali črn, moški ali ženska, ne bistveno, pride do Boga. Zastonj je. Pa veste kaj? Zelo je hiter. Ne rabiš čakati, ne rabiš kupiti vstopnice. Križ je prevozno sredstvo do Boga. Kajti tako, kot smo že danes slišali, Bog nas ima neizmerno rad. Vsakega od vas, dragi otroci, vsakega od nas. In če želimo se srečati z Bogom, potem rabimo prevozno sredstvo. Križ kot simbol tega, da nas ima Bog rad. In križ kot simbol srečanja med nami in med Bogom. Tako kot se vi srečujete s svojimi prijatelji, se tudi Bog prihaja srečevati z nami. Križ pa je sredstvo tega srečanja. In o tem Bogu, ki nas ima tako zelo rad, boste zagotovo slišali tudi danes, kajti na uho mi je prišlo, da imajo vaše katehetinje zelo zanimive stvari za vas pripravljene, tako da kar hitro. Vaši veroučitelji vas čakajo. Mi pa bomo pred Božjo besedo pobrali še kolekto. Zapeli bomo pesem, ki pravi Hozana na višavah. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi odrasli, s katerim prevoznim sredstvom bi vi šli do Jezusa? Vsak si lahko sam odgovori. Dobrodošli na današnjem bogoslužju. Nedelja je poseben dan, ko se kot skupnost zbiramo v Gospodovi navzočnosti, da ga slavimo, mu prisluhnemo in obnovimo svojo vero. Današnji dan
je priložnost, da odložimo skrbi preteklega tedna in odpremo srca Božji besedi ter njegove ljubezni. Naj Sveti Duh napolni naše misli in vodi naša srca, da bomo z iskreno vero in zaupanjem lahko stopili v nov neznan teden. Današnji svetopisemski tekst za pridigo je iz Evangelija po Marku, 4. poglavje od 35. vrstice do 41. Prosim, če lahko ustanemo ob branju Božje besede. Ko se je tisti dan zvečerilo, jim je rekel: prepeljimo se na drugo stran. Ko so odslovili množico, so ga vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni. In ostal je, zapretil vetru in rekel jezeru: utihni, molči. In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: kaj ste strahopetni, ali še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in so se spraševali, kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Izvolite sesti. Iz prebranega teksta bomo uporabili za današnjo pridigo le vprašanje, ki je bilo postavljeno v tem odlomku, in sicer: kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo jezero in veter? Vprašanje, kdo je ta, se pojavi večkrat v Svetem pismu, kjer so se ljudje spraševali o Jezusovi identiteti, bodisi zaradi njegovih dejanj, bodisi zaradi njegovega nauka. Pa si poglejmo nekaj primerov, kjer se postavi to vprašanje. Ko je Jezus pomiril vihar na morju, rečejo: kdo je ta, da ga poslušajo celo veter in morje? Ko je Jezus slovesno vstopil v Jeruzalemu na oslici, so ljudje vpili: kdo je ta? In množica je odgovorila: to je prerok Jezus iz Nazareta v Galileji. Ko je žena grešnica umila Jezusu noge, so nekateri, ki so bili pri mizi, šepetali: kdo je ta, ki odpušča grehe? Nekateri ljudje so o Jezusu spraševali v Jeruzalemu takole: ali ni to tisti, ki ga hočejo umoriti? Z drugimi besedami, kdo je ta, ki ga hočejo umoriti? Sam Jezus postavlja vprašanje učencem: kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter mu je odgovoril: ti si Mesija, sin živega Boga. Ta vprašanja odražajo začudenje in iskanje odgovora na Jezusovo resnično identiteto. Ljudje, ki so bili priča njegovim čudežem in učenju, so se spraševali, kdo pravzaprav je on, saj so prepoznali njegovo edinstveno moč in avtoriteta, ki pa jim ni bila dosti jasna. Zato se bomo danes posvetili predvsem vprašanju, kdo je Jezus. Verjamem, da vsak od nas ima svojo predstavo in vsak od nas je okusil tega Jezusa. Vsak človek čuti, da mu Bog manjka, je nezadovoljen. Vsak od nas ima željo, da v primeru, da Bog obstaja, da bi ga bolje spoznal. Kako pa lahko spoznamo Boga? Odgovor je zelo preprost. Po Jezusu Kristusu. On sam, Gospod Jezus, je rekel: jaz sem vrata. Samo po meni je mogoče vstopiti k Očetu. Jaz sem pot, resnica in življenje. Apostol Peter je v znani pridigi rekel, da v nikomer drugemu ni odrešenje,
razen v imenu Jezusa Kristusa križanega. Da do Boga pridemo samo skozi Jezusa. On je edini, po katerem se lahko približamo Bogu. Iz zgodovine cerkve vemo, da je apostol Pavel, preden je postal apostol, je bil zelo hud preganjalec cerkve. Ubiti je dal zelo veliko kristjanov, vse do dne, ko se je na njegovi poti pojavil sam Gospod Jezus v svoji slavi. Savel, ki ga je Jezus pozneje preimenoval v Pavla, je vprašal, kdo si? Jezus mu je odgovoril, jaz sem tisti, ki ga ti preganjaš. Dragi sestre, dragi bratje, naša naloga je, da predstavimo svetu, kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero, ali preprosto, kdo je Jezus. V tem razmišljanju bomo vzeli nekaj besedil iz stare in nekaj iz nove zaveze, ki opisujejo bitje, osebnost Gospoda Jezusa Kristusa. Prva stvar, ki nam jo pove apostol Janez iz Evangelija, ki ga je napisal, je, da Jezus je beseda, ki je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Kaj je beseda? Ko Bog pokaže bistvo svoje osebnosti navzven, nam pokaže Jezusa Kristusa. On je stalna projekcija Boga, navzven nenehno odkrivanje Boga. Jezus je to Božje bistvo razodet tem svetu. Jezus je Bog, rojeni Bog, dan tem svetu, podarjen tebi in meni. Moramo vedeti pa tudi o Kristusu, da je Jezus Božji sin, skozi katerega je bilo ustvarjeno celotno vesolje in cela zemlja. V knjigi Pregovorov je kralj Salomon nazorno izrazil to, ko je rekel, ko je Bog pripravil nebo, sem bil tam. Jezus je največji arhitekt, ki je vse ustvaril, ki se je skupaj z Bogom Očetom veselil veličine stvarstva, kakor je bilo na začetku. Kdo je Jezus? On je Božji arhitekt, on je stvarnik. To nam pove tudi apostol Pavel v pismu Kološanom. On je podoba nevidnega Boga. Bog je neviden. Jezus je njegova podoba, prvorojenec vsega stvarstva, kajti po njem je bilo vse ustvarjeno, kar je v nebesih, kar je na zemlji in pod zemljo, vidno in nevidno. Vse je bilo narejeno po njem in vse je bilo narejeno zanj. Jezus je torej neviden, a hkrati viden vsem stvarstvu. Tisti, ki gledajo vesolje z očesom astronauta, se ukvarjajo z vprašanjem, odkod ta ogromna energija v vesolju? Odkje prihajajo te mogočne sile, ki se premikajo z vrtoglavimi hitrosti skozi neskončni prostor? Kaj, če obstaja nekdo, ki vse to upravlja? Nekdo, ki vse to drži pod kontrolo, da ne iztirijo iz svoje orbite? Ta nekdo je Jezus. Vse je bilo narejeno zanj in skozi njega. Namen stvarjenja celotnega vesolja in zemlje je Jezus Kristus. Veliki francoski mislec in učenjak Desjardins je napisal več knjig na temo Jezus Kristus Omega. Mimogrede, vsi vemo, da omega v grščini pomeni konec. Toda ta beseda, konec, vključuje tudi idejo cilja. Velikokrat rečemo, da je Jezus alfa in to razumemo, da je začetek. Toda ko rečemo omega, ne pomeni v našem pomenu, da je dokončano, da je konec, ampak da je Jezus cilj. Ko to razumemo, vemo, da so vsi svetovi in vsi evolucijski procesi, živalski, rastlinski, človeški, duhovni, zasnovani tako, da je Kristus
njihov cilj, njihov omega, ideal celotnega vesolja. Apostol Janez nam pove o Jezusu. Beseda je postala meso in se je naselila med nami. In mi smo gledali njegovo slavo, slavo kot Božjo. Videli smo njegov značaj, ki je Božji in ki je kot človek. Jezus je rekel zase, kdor je videl mene, je videl Očeta. Ta Jezus nam je v pismu Hebrejcem opisan takole, on je odsev Božje slave. Lahko bi rekli z drugimi besedami, da odseva Božjo slavo. On je natančna predstavitev Božjega bitja, on, Jezus, je izrazita podoba same Božje biti, kajti v njem prebiva vsa polnost božanstva. Kdo je Jezus? On je Bog, ki je prišel na ta svet v podobi človeka, Bog je postal dostopen, Bog se je razodel našim čutom in našim intelektualnim zmožnostmi. Kjer je človeška rasa padla pod krivdo in Božjo kazen, je bilo potrebno, da je Božji sin naredil sestop, izpraznil se je svoje božanske moči, božanskega sjaja in prevzel videz človeka, služabnika, sužnja. Podredil se je Bogu za določen namen. Postal je človek, nam enak vsemu, razen v grehu. Tukaj nenadoma v svojem bitju doseže našo združitev z njim. On v svojem telesu trpi posledice naših grehov, posledice padcev, z njim tudi umira na križu. Ko je Gospod Jezus umrl, tvoji in moji grehi, takrat so šli z njim na križ. To je Jezus. Jezus je tisti, ki je prišel, da bi postal naš brat. Ne sramuje se, da nas imenuje za brate. Prišel je za naše odrešenje in očiščenje. To je Jezus naredil za vse nas. Parafraziram. Ko je Bog ustvaril vesolje, je pogledal svojega sina in rekel, sin, ti si edini, ki ga imam. Želim si, da bi imel brate. Zato bom ustvaril svet, da bi ti postal prvorojeni med mnogimi brati. Edini rojeni postane prvorojeni. Svetopismo nam pravi, da prvi človek, prva živa duša je bil Adam. Je bil iz zemlje. Drugi Adam je postal duh, ki daje življenje. Prvi človek je narejen iz zemlje, drugi pa iz nebes. Tako je tudi z nami. Sedaj nosimo zemeljsko podobo. Ko pa se bomo preselili v naš večni dom, bomo imeli nebeško podobo. Bog ima velik načrt in Božji načrt je samo eden. Imeti veliko sinov in veliko hčera. Bog želi posinoviti mnoge ljudi, zato ponuja posinovljanje celem svetu. Ampak žal, ne postane vsak Božji otrok. K svojim je prišel in ga niso sprejeli. Vsem pa, ki so ga sprejeli, tistim, ki verujejo v njegovo ime, je dal pravico, da postanejo Božji otroci. Samo tisti, ki so sprejeli Jezusa, so prejeli tudi pravico, da Boga imenujejo Oče, rojeni ne iz krvi, ne iz lastne volje, ampak od Boga. Jezus je rekel Nikodemu takole, potrebno se ti je na novo roditi. Nikodem je bil presenečen nad temi besedami, zato ga je vprašal, kako ponovno roditi? Saj sem star človek, kako se lahko ponovno rodim? To je skrivnost. Tako kot veter, ki ga ne vidiš, a ga čutiš. Veliko ne razumemo, toda to je resnica. V trenutku, ko sprejmeš Jezusa Kristusa, Bog pošilje Svetega Duha v tvoje srce in postaneš nov človek. To pomeni, da se na novo rodiš, postaneš drug človek. On te rodi od Boga
je duh posinovljenja, ki ti da namig, da lahko takoj rečeš Bogu Oče. Ti si sin živega Boga, ki je v nebesih, in od takrat, ko sprejmeš Jezusa v srce, imaš tudi rojstni list. Dragi sestre, dragi bratje, pa poglejmo še malo globlje, kdo je Jezus. Jezus je večni Bog. V Svetem pismu je jasno, da se obstoj Jezusa ne začne z njegovim rojstvom na zemlji, ampak je bil prisoten že pred začetkom časa. On ni bil ustvarjeno bitje, on je stvarnik. Morje in veter mu morata biti pokorna, kjer sta bila ustvarjena po njem in za njega. Jezus ima popolno oblast nad stvarstvom. Če pogledamo celotno Jezusovo delovanje, vidimo, da se oblast nad vetrom in morjem ni začela in končala na Galilejskem jezeru. On ukazuje vetru in vodi. Celo hodi po vodi, množi ribe in kruh. Preklel je nerodovitno smoku, ki v trenutku usahne. On ni del stvarstva, on je nad stvarstvom. Stvarstvo se odaziva na njegov glas. To ni moč nekega preroka, to je božanska moč. Jezus je tisti, ki bo enkrat za vselej popolnoma ukrotil svetovni nemir. Pogosto pozabljamo, da je nemir in zlo le začasno stanje. Jezus ni prišel samo, da bi rešil ljudi, ampak da bi enkrat za vselej uničil greh, smrt in nemir. Jezus je že na Galilejskem jezeru dal predodkus te prihodnje zmage. Pokazal je, da ima moč nad vsem, kar se zdi neukrotljivo. Zato ni vprašanje, ali bo Jezus zmagal. Vprašanje je, kdaj bo zmagal. Kdo je Jezus? Jezus je ta, ki dela čudeže. Da bi dokazal, kdo je Jezus storil čudeže, ki so šli onkraj človeških moči. Njegovi čudeži niso bili samo znaki moči, bili so znamenja, da je on Bog. Ozdravi slepega, obudi mrtvega, pomnoži kruh in ribe, hodi po vodi. Učenci, ki so bili priče tih čudežev, so videli, da Jezus ni samo človek. Kdo je Jezus? Jezus je tisti, ki je premagal smrt. Največji dokaz Jezusove identitete ni samo v tem, da je imel oblast nad naravom, boleznimi, ampak tudi nad smrtjo. Vstajenje je največji dokaz, da Jezus ni bil samo človek. Jezus je ta, ki nas rešuje v naših osebnih viharjih. To ni samo zgodba preteklosti. Jezus tudi danes deluje enako. Ko smo v težavah, je z nami. Kadar se zdi, da ne sliši, ima popolno oblast in nadzor. Kadar se bojimo, nas kliče, da bi imeli vero. Učenci so v strahu rekli: Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni. Kolikokrat mu rečemo mi, Bogu, ti ni mar, ali sploh slišiš, ko te kličem? Zakaj ne ukrepaš? Zakaj si me zapustil? Jezus ni pozabil učence. Jezus tudi ni pozabil ne tebe, ne mene. On je odgovor, on je mir, on je rešitev vsake situacije. Dragi prisotni, dragi poslušalci, na začetku smo prebrali vprašanje, kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero? Ali če poenostavim, kdo je Jezus? Jezus je več, kot si lahko mi sploh predstavljamo. Jezus je stvarnik, Jezus je Gospod, Jezus je zmagovalec, Jezus je odrešenik. Vse, pa tudi jezero in veter sta mu pokorna. Ostaja pa vprašanje, ali mu bom pokoren tudi jaz?
Na to vprašanje lahko odgovorimo le: Jezus, vem, da imaš oblast nad vsem, zato mi pomagaj, da ti lahko sledim pokorno in v popolnem zaupanju. Dovolite mi, da vsem nam postavim še eno vprašanje. Kdo je Jezus v tvojem in mojem življenju? To ni le vprašanje, ki so ga učenci zastavili pred 2000 leti, to je vprašanje, ki ga mora zastaviti vsak od nas. Jezus ni samo učitelj. On je Bog, ki obvlada naravo. On je stvarnik, ki daje življenje vsem. Gospod, ki ima oblast nad nemirom in kaosom. Odrešenik, ki rešuje iz vsake nevihte. Kralj, ki bo vladal v večnosti. In najpomembnejše vprašanje za nas je, ali mu bomo zaupali. Učenci so bili prestrašeni, a kasneje so dali svoja življenja za oznanjevanje te resnice. Vedeli so, da ta, ki je okrutil veter in jezero, ni bil nihče drug kot Bog sam, ki je prišel med nas. Zato lahko tudi mi sedaj verjamemo. Če je On Gospod vetra in morja, je tudi Gospod nad mojim življenjem. Če On drži v svet, lahko drži tudi mene. Če mu je pokorna narava, mu lahko zaupam tudi jaz. Dragi sestre, dragi bratje, Jezus ni pozabil učence. Jezus tudi ni pozabil ne tebe, ne mene. Zato mu zaupajmo in se ga oklepajmo. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaše srce in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Naš Bog, hvala ti, da smo lahko danes slišali, kdo si ti. Pomagaj nam, da ti zaupamo tudi takrat, ko situacija ne kaže dobro. Podari nam svoj blagoslov in mir v vsakem trenutku našega življenja. To te prosimo v tvojem imenu. Amen. Naše bogoslužje bomo zaključili s pesmijo Zavetje moje si.
Drage sestre, dragi bratje, prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.